Medtem ko so spletni nogometni navijači v nekaterih primerih zadnji obračun prikazovali kot simbolni spopad, ki odraža ostro različne zunanje politike Španije in Argentine in v nekaterih primerih celo spodbujali antisemitske teorije zarote. Ti dve državi imata trenutno zelo nasprotna stališča glede Izraela. Njihovi najboljši igralci prav tako pritegujejo veliko pozornosti na spletu, vključno z Lionelom Messijem in njegovimi preteklimi povezavami z Izraelom, vključno s tisto fotografijo na vašem zaslonu. Medtem je Lamine Yamal iz Španije prišel na naslovnice, ko je po ključni zmagi razvil palestinsko zastavo. Kaj ima vse to upraviti s športom ali ljubeznijo do nogometa? Da bi nam pomagal odgovoriti na to vprašanje, pozdravljamo rabina Marka Wilca, ustanovitelja in direktorja Manhattan Jewish Experience ter avtorja knjige The Jewish Experience – Discovering the Soul of Jewish Thought and Practice. Zdaj se nam pridružuje iz New Yorka. Lepo vas je videti, rabin. Ali ne bi bilo čudovito, če bi športni navdušenci lahko preprosto gledali nogomet zaradi ljubezni do te lepe igre, namesto da bi ljudem dali še eno možnost za širjenje sovraštva in izmišljanje nenavadnih teorij zarote? Kakšno je vaše mnenje o tem, kak smo slišali? Izrael sploh ni sodeloval na svetovnem prvenstvu, pa vendar se je del razprave vseeno osredotočil na konflikt na Bližnjem vzhodu. Ja, škoda je. To je zapravljena priložnost. Olimpijske igre in šport nasploh. Šport je taka priložnost za ljudi, ki bi sicer lahko bili celo sovražniki, da sodelujejo, ki bi lahko dejansko igrali skupaj in drug v drugem videli človeškost. Ampak to je res tisto, kar skuša narediti protiizraelski svet, žal. To je žal tisto, kar skuša narediti predsednik vlade Sanchez iz Španije. Da uporabi šport in tisto, kar bi sicer lahko bila čudovita priložnost za mir, sobivanje, za harmonijo, tudi če samo za nekaj minut na igrišču. Da bi lahko pokazali, da Izrael ni članica skupnosti civiliziranih držav sveta. In moramo se upreti in povedati, da ima Izrael pravico ne samo do obstoja, ampak tudi do igranja športa kot katerakoli druga država na svetu. In mislim, da je to priložnost, da uporabimo nekaj, kar je resnično nevtralno. Šport je nevtralen in tu bi lahko bila priložnost, da se ljudje združijo in žal se uporablja proti nam. Lionel Messi se je v svoji bleščeči karieri večinoma izogibal političnim izjavam in je osebno obiskal Izrael. Oboževan pa je zato, ker je živa nogometna legenda. Povejte nam prav o tem, o dejstvu, da navijači preprosto želijo podpirati izjemne dosežkarje. Ja, mislim, to je nekaj, ob čemer smo svoje otroke vedno učili, naj se zgledujejo po takih ljudeh. In ko sem odraščal, so bili športniki in znani igralci bejzbola naši vzorniki. Lionel Messi je vzornik za veliko mladih ljudi po svetu. In to tudi kaže, da če gojiš prave odnose, mislim, da se lahko Izrael iz primera Lionela Messija nekaj nauči. Saj je bil že v Izraelu. Vidite ga na tej čudoviti sliki, ki jo zdaj prikazujete, kako moli pri zidu objokovanja. Tudi, ker smo si vzeli čas, da smo ga povabili, z njim vzpostavili odnos. Poglejte, kako čudovito je to za PR Izraela. Obstaja čudovita organizacija imenovana Athletes for Israel. Dejansko jo je ustanovil naš dragi prijatelj in podpornik pri MGE, Manhattan Jewish Experience. Njegovo ime je Daniel Posner in predan je temu, da v Izrael pripelje čim več športnikov, judov in nejudov, večinoma nejudov. Ker poglejte, kakšen vpliv ima lahko obisk Izraela na pogled posameznika na Izrael in končno tudi na podobo, ki jo ima Izrael v očeh sveta. To je tako pomembno, ker ste namignili na dejstvo, da so športi povezani s športnim duhom, s tekmovanjem, zdravim tekmovanjem. In imeti takšno grdobijo in to grdo retoriko, ki še poslabšuje situacijo, ko bi moralo biti vse skupaj nekaj zabavnega, je res precej zaskrbljujoče. Na kratko ste omenili vzornike. Kakšno je vaše sporočilo mladim ljubiteljem športa in komu naj se zdaj, leta 2026, zgledujejo? Na kratko. Moje sporočilo je, pustite ljudem naj igrajo, ker je to način, da vidimo človečnost drug drugega. In to je tudi način, da se naučimo spoštovati druge, s katerimi se močno ne strinjamo. Potem, ko sem to povedal,
ker je to postalo nekak igra, če hočete. Prav. Morali bi se malo poučiti iz primera Lionela Messija. Prav. In videti, kaj lahko storimo, da navdihnemo čim več športnikov, da pridejo v Izrael in vidijo, kako čudovita država je to, kakšen moralen in napreden kraj je.